Zadnja knjiga, ki se je niti kupiti ne da, zato ker nima cene, dobiš jo brezplačno, če vzameš katerokoli knjigo, Naš državljan. Državljanke in državljani, zelo zanimiva knjiga, to je knjiga o nas, za nas. Noter recimo je ena izjemno zanimiva stvar, za začetek se ve, kdo je pravi državljan, kakšno kazalo ima, Marijo, Marija ti pokaže pot, pravice delavcev do brezposelnosti, državljanke in državljani, da ne boste mislili, da imamo v Sloveniji samo pravico do dela, do posla. Mi imamo v Sloveniji pravico tudi do brezposelnosti in, drage gospe, cenjeni gospodje, izkoristimo jo, dokler še imamo kaj možnosti. V Sloveniji to pravico koristi samo 12,8% državljanov, v Mariboru smo že malo bolj zavedni in tu smo že na 20%. Dragi državljan, Toš, tudi jaz sem med temi odstotki, to zdaj pač lahko priznam v tvoji oddaji, ker če želiš nekaj delati in da ti nekdo nekaj izplačuje, saj veste to zgodbo, moraš ustanoviti SP, da sploh obstajaš, tako da pogoj je, da dobiš tisto subvencijo, mnogi vedo, o čem govorim, se moraš dati na ta seznam uradno registriranih brezposelnih oseb. Tako da tudi jaz sem šla zadnjič na zavod in moram reči, da mi je bilo zanimivo. Nisem nikoli pričakovala, da bom to dejansko doživela. Po vsem, kar smo že dali skozi v življenju, da na koncu spet pot tja, tam, za Bežigradom. Tako si misliš, malo se čudno počutiš. Na koncu se sprašuješ, da sem jaz kriv, verjetno si vsak tudi pri sebi malo kriv. Sej, če bi ta jezik bolj primer držala, mogoče bi ne bilo treba tja. Ne, veš kaj, kar se mene tiče, je to super. Gled mene, samo sedim pa gledam. In poslušam. Ker je dejansko tako, jaz recimo moja izkušnja je, da sem šel iz javnega v privatni sektor, je tudi kar boleče. Zdaj pa še samo od privatnega do... Ti si, se pravi, uradno brezposelna, kaj? Ja, ampak nisem... Nisi pa brez dela. Nisem brez dela, pa tudi, da ne bo kdo mislil, nisem si zaželela, zaprosila za tisto, za to pomoč. So tudi taki, ki delajo, pa še za pomoč prosijo. Jaz to ne, Ja, nekaj delamo, cviček prodajam, oči pomaga in to je to, pa še kaj drugega prodajam, na koncu sam še prodajamo, Dobro je, da imamo kaj prodajati, Zdaj mi dva lahko pogledamo tvojo prihodnost, če te zanima. Glej, kaj imam jaz tukaj, za tebe, za nas, državljanke, državljani. Veste, kaj je rekel Ivan Cankar, ko so ga vprašali, zakaj piše tako črno? Zakaj pišete take stvari? Je rekel, spoštovane, spoštovani, jaz pišem črno samo zato, da bi si ljudje zaželeli več svetlobe. Samo zato. Za začetek moramo vedeti, kakšna tema je, da bomo vedeli, koliko luči rabimo. Tako, Pazi. tako. Glej, zdaj imam jaz tu... En aplavz.